danes v Pomurskem dnevniku podpisali pogodbo za začetek del. Razkrivamo nastopajoče. Molčec državni prvak. Mura brez težav premagala Brda. Vreme, jutri pretežno oblačno. Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Minulo soboto sta lendavski župan Anton Balažek in predsednik Nafte Gabor Vek podpisala pogodbo, ki je osnova za začetek del za sodobno nogometno akademijo v Lendavi. V Lendavi bo zrasla nogometna akademija, za katero je bil v soboto narejen eden od odločilnih korakov. Podpisana je bila namreč pogodba, ki zagotavlja približno 5 hektarjev zemljišč, na katerih bo zgrajena nova športna infrastruktura za nogometno akademijo, rekreacijo občanov in športni turizem. Za celo regijo je to ena ključna zgodba, kajti vsi klubi se ukvarjamo z infrastrukturnimi težavami, nimamo dovolj kvalitetnih igrišč, predvsem za vzgojo mladih igralcev, večinoma tiste boljše terene zasedajo potem prve ekipe in izgradnja tele akademije bo pomenila za celotno regijo pridobitev tako kvalitetnih igrišč kot drugih infrastrukturnih pogojev, kamor bodo seveda prišli tudi kvalitetni in kakovostni trenerji delati. V sklopu centra bodo lahko potekale tudi kvalitetne mednarodne tekme, igralcem bo omogočeno tudi bivanje. Želijo si igralcev iz tujine in sodelovanja z drugimi klubi. Mi smo odprti za vse dogovore. Torej, v začetku je seveda to Akademija nogometnega kluba Nafta Lendava, vendar mi se zavedamo, kot smo že večkrat povedali, da ne moremo enostavno pobrati vsem okoliškim klubom perspektivnih igralcev, jih koncentrirati na enem mestu, kajti tudi okoliški klubi rabijo svoje mladinske selekcije in tudi v okoliških klubih nekateri se lažje in bolj po lastni volji razvijajo. Tako da v začetku sigurno NK Nafta, v bodoče pa so vse opcije odprte. Jaz upam, da bo to postal en regijski center, morda center 3 ali pa 4 držav, na katerega oziroma v katerega se bodo prihajali učiti tudi iz drugih držav. Podpisa pogodbe se je udeležil tudi predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović. To je za razvoj nogometa izjemno pomembno na teh novih površinah, ki bodo privabili nove otroke. Je za fuzbal oziroma za nogomet izjemno pomembno, da se čim več otrok tukaj pojavi, da vadi in logično je, da take otroke potem jutri pričakujemo med članskimi kategorijami in kasneje v prvi ali drugi slovenski ligi. Kot je poudaril Mijatović, je za Nogometno zvezo Slovenije izrednega pomena, da Prekmurje dobi enega, če ne že 2 prvoligaša. Videli smo zadnji derbi v Murski Soboti, je bil na izjemno visoki, na prvoligaški ravni. Videlo se je in tudi ve se od nekdaj, da Prekmurje ima rado nogomet, da ljudje radi hodijo na nogometne tekme in vsekakor bi to za prvo slovensko nogometno ligo bila zelo dobro došla zadeva. Nafti sicer v prvenstvu kaže dobro. Ukolikor bi jim uspel preboj med prvoligaše, so na to tudi finančno dobro pripravljeni. Nafta je finančno zelo stabilen klub, ki ima svoja finančna sredstva oziroma vire zagotovljene tudi za prihodnost, ne glede na to, ali bo igrala v drugi ali pa v prvi nogometni ligi. Tako da, kar se tega tiče, smo zelo mirni in zelo z vedrim obrazom čakamo bodočnost. Na 5 hektarjih zemljišč bodo zgrajena 3 nogometna igrišča, parkirišča ter večnamenski objekt z nočitvenimi zmogljivostmi in drugo spremljajočo infrastrukturo. Nova infrastruktura bo omogočila večji razmah športa in športnega turizma, kar je nova priložnost za razvoj Lendave in širše okolice. Pomurski poletni festival, ki bo v Veliki Polani potekal od 28. julija do 4. avgusta in to že 23. leto zapored, bo v 8 dneh združil privržence najrazličnejših glasbenih žanrov, športne in kulinarične navdušence, ljubitelje gledališča in nasploh vse tiste, ki znajo užiti življenje na polno ter tako omogočil nepozabna poletna doživetja vsem generacijam. Dubioza kolektiv, kultna balkanska ska, punk, reggae in rock zasedba je koncertirala na vseh večjih festivalih v Evropi in v anale svojih aktivnosti vpisala tudi nemalo odmevnih turnej po svetu. Prekmurci že 4. leto do skupine gojimo posebne emocije, saj je njen član tudi Jernej Šavel, ki prihaja iz naših krajev. Visoka energija, pronicljiva besedila ter izjemni odrski nastopi so temelj slikovitih koncertov, življenjski nazori, besedila in zgledi pa povezujejo občinstvo po svetu. Tradicionalne glasbene oblike zaznamuje posebna perspektiva, ki se je brusila skozi čas in je nabita z visoko stopnjo pozitivnosti. Ta zadane kot sveži zrak. Vsem, ki so odprti za izkušnje, koncert lahko spremeni pogled na življenje, pravijo organizatorji.
Poleg skupine Dubioza kolektiv, fenomena sodobnega časa, bodo na odru pomurskega poletnega festivala prvič nastopili tudi Jelena Rozga, Klapa Rišpet, hišni ansambel Avsenik, Barabe in Nina Doneli. Po odlično koncertno doživetje pa se med vas zvesto festivalsko občinstvo vračajo tudi Vlado Kreslin, Riblja Čorba in Sidarta. Na 27. državnem prvenstvu z zračnim orožjem, ki je od 13. do 15. aprila v organizaciji Občinske strelske zveze Ormož potekalo v Gorišnici, so med člani zračno puško na najvišje stopničke stopili strelci, ki pred prvenstvom niso veljali za favorite. Oba Prekmurca v velikem finalu, Uroš Mavčec iz strelskega društva Štefan Kovač Turnišče in Mitja Černi iz strelskega društva Gančani, pa sta ob koncu tudi med sabo odločila, kdo bo letošnji državni prvak. Mavčec je bil z 243,1 krogi za slaba 2 kroga boljši od Černija, ki je z 241,3 krogi ob koncu osvojil srebro. Tretji je bil Simon Potrč iz strelskega društva Prvi pohorski bataljon Ruše. V kvalifikacijah je sicer najbolje kazalo Rajmondu Debevcu, ki je nastreljal 618,4 kroge, a je nosilec olimpijskih kolajn v finalu izpadel kot petouvrščeni. V ekipni konkurenci Turniščanom tokrat ni uspelo obraniti naslova državnih prvakov. V zadnjih 5 letih so bili člani strelskega društva Štefan Kovač Turnišče kar 4-krat najboljši v državi, a so tudi tokrat stopili na stopničke in osvojili 3. mesto. Poleg Mavčeca sta v ekipi, ki je nastreljala 1826,9 krogov, tekmovala še Tadej Žalik in Robi Markoja. Ekipni državni prvaki so postali člani strelskega društva Kovinar Ormož, druga pa je bila Olimpija. Kljub temu pomursko strelstvo v ekipni konkurenci ni ostalo brez naslova državnih prvakov. Ljutomerske mladinke Nuša Špindler, Antonija Kosi in Sandra Kavčič so namreč v ekipni konkurenci osvojile 1. mesto. Ekipa mladink strelskega društva Koloman Flisar Tišina pa je osvojila 2. mesto. Špindlarjeva je bila 617,1 krogi celo najboljša v kvalifikacijah, a je nato finale končala na 5. mestu. Na stopničke pa je v finalu stopila Kosijeva, ki je osvojila bronasto kolajno, Kavčičeva je bila 8. Prehitra vožnja je najpogostejši vzrok in dejavnik prometnih nesreč, zaradi katerega je na slovenskih cestah lani umrlo 46 oseb. Danes se je začela preventivna akcija Hitrost ubija, vozimo pametno. V okviru nacionalne akcije Hitrost ubija, ki jo vodi in koordinira Agencija za varnost prometa, vsako leto ozaveščajo in informirajo ljudi, da lahko za lastno varnost in varnost drugih udeležencev v prometu največ storijo z lastnim odgovornim ravnanjem. Hitrost kot dejavnik tveganja ostaja eden izmed glavnih vzrokov prometnih nesreč in pomembno prispeva k teži posledic prometnih nesreč, številu hudo in smrtno poškodovanih. Prioritetna naloga agencije je, da stremi k zmanjšanju povprečnih hitrosti, kar bo posledično pomenilo manj mrtvih, hudo in lahko telesno poškodovanih v prometnih nesrečah, ki se zgodijo zaradi hitrosti. Hitrost je namreč glavni dejavnik tveganja za voznike in potnike, posebej pa je ključna tudi pri varnosti ranljivejših udeležencev v prometu, pešcih, kolesarjih in motoristih. S tem namenom v 3 obdobjih preko leta še posebej intenzivno potekajo preventivne aktivnosti, s katerimi želijo opozoriti voznike na dosledno spoštovanje omejitev hitrosti in ustrezno prilagoditev vožnje razmeram na cesti. Evropska komisija je minuli teden objavila predhodne statistične podatke o varnosti v cestnem prometu za lansko leto. Ob tem je posebej izpostavila tudi Slovenijo, ki je lani v primerjavi z letom 2016 zabeležila 20% zmanjšanje števila smrtnih žrtev. Lani so namreč v prometnih nesrečah pri nas umrle 104 osebe, predlani 130. Črno-beli so včeraj gostovali v Vipolžah, kjer so se udarili z domačim drugoligašem NK Brda. Po nekaj minutah igre so Muraši povsem zagospodarili na igrišču in že v prvem polčasu prikazali dobro igro. Prvi zadetek je na tekmi v 24. minuti zabil Luka Bobičanec. V 35. minuti je Murino vodstvo na 0:2 povišal Rok Sirk, ki je brez težav žogo spravil v neobranjen del vrat. Končni izid prvega polčasa 0:3 pa je v 42. minuti po zmedi v kazenskem prostoru domačih postavil Arpad Vaš. Domačini si v prvem polčasu izrazitih priložnosti niso pripravili. Tudi v drugem polčasu smo spremljali prevlado gostov, ki so v 53. minuti povedli že z 0:4. Po podaji iz kota je z glavo še drugič za tekmi zadel Rok Sirk.
V 59. minuti pa smo videli zelo čudno situacijo. V napadu se je kapetan Mure Alen Kozar zaletel v glavnega sodnika. Domačini so to izkoristili in krenili v hiter protinapad, ki ga je na koncu uspešno zaključil Matija Kavčič in tako zabil častni zadetek. Tudi v nadaljevanju so si črnobeli pripravili priložnost, ampak izid se ni spremenil in Muraši so tako vknjižili nov komplet točk v boju za naslov prvaka. Ker sta v tem krogu oba najbližja konkurenta Mure doživela poraza, se je Murina prednost povečala že na 12 točk. Na spletnem portalu sobotainfo.com poročajo, da je spomladi v Pomurju večje število vlomov, dejavnejši so tudi tujci. Več na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še se bodo pojavljale krajevne plohe, ki bodo verjetnejše sredi dneva in popoldne. Na Štajerskem in v Prekmurju bo zapihal severovzhodnik, na Primorskem pa šibka burja. Kakšno vreme nas čaka v naslednjih dneh pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli večinoma oblačen dan s temperaturami okrog 21 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko namerili 16 stopinj, v Radencih in Murski Soboti 18 ter v Lendavi stopinjo več. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še se bodo pojavljale krajevne plohe, ki bodo verjetnejše sredi dneva in popoldne. Na Štajerskem in v Prekmurju bo zapihal severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature v vzhodni Sloveniji se bodo v Murski Soboti in Mariboru gibale okrog 12 stopinj, dnevne pa se bodo povzpele do 20. V sredo in četrtek bo delno jasno, ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem večinoma šibka burja, malo topleje bo. Temperature v naših krajih se bodo dopoldan gibale med 8 in 11 stopinjami, dnevne pa okrog 22 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili danes, za več informacij pa obiščite našo spletno stran. Nasvidenje do jutri.